V glavnem dobila sem inhalator Pepkohol. Tačkičo, poglej. Dark. Once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain. Bring your life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. Ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh, like a river flows, life will take you where you need to go. That's been through life, it's so much easier to see who I am and who I wanna be. Don't getting old, don't bother me. Kazala vam bom, kako sem naredila ta pomarančni piščanec oziroma orange chicken. Že ime ti pove, da rabiš pomaranče, tako da sem stisnila sok ene pomaranče. Za moj recept vam bom pa opis še bolj podrobno napisala. Jaz iskreno nisem nič merila, ampak bom vam dala vse količine. Jaz sem naredila pač za 2 porcije in sem pol tako malo po občutku dodajala stvari. Piščanca narežeš na take malo večje kose, ker bomo to cvrli. Jaz sem ta recept že enkrat delala, že dolgo nazaj. Je mogoče malo bolj zakompliciran oziroma malo več cajta ti vzame, ampak je vredno, res je dobro in tudi za tiste, ko mogoče nimate radi sladko-slanih stvari, vam bo všeč, ker tudi jaz sama nimam tega toliko rada, pa mi je bilo fajn. Tukaj v bistvu zmehčamo meso, torej dodamo to soka od pomaranček in ta kislina pol v bistvu pomaga pri mehčanju mesa. Dodala sem še sol pa poper. Tukaj sem pa pol naredila preliv za to ameriško solato in sicer majoneza, grški jogurt, malo ozimfa lahko daš, pa sol, poper, sok kislih kumaric, jaz sem imela tukaj kapre. Jaz sem sicer dodala še malo solate v to ameriško solato, drugače sam zelje, korenček in čebula.
To sem mogla prestaviti v drugo posodo, ker ni šlo mešati. Dodala sem še malo jogurta, tako po občutku, pač vmes sem malo provala, rabi še sol, poper in ful je dobro s kakimi burgerji ponavadi. Jaz sem pač hotela uporabiti čim več zelenjave, ki sem jo že imela doma in sem jo naredila zraven. Pomarančnega piščanca. Skuhala sem še riž, nič posebnega, to ješ s tem piščancem, ko ga delam, tako da sem ga vmes dala kuhati. Ta piščanc se cvre v takem testu v bistvu. Da narediš to testo, rabiš koruzni škrob ali pa moko. Jaz nisem imela dosti koruznega škroba in sem pol še malo moke dodala in pa eno veliko jajce. In pol mešaš, dokler ne pride taka gladka zmes in pol daš piščanca v to in ga res lepo pomešaš, da se to testo prime na vse koščke in pol je čas za cvrenje. Cvreš pa dvakrat, torej prvič odsvreš toliko, da se to testo prime na meso. Probaš, da ne daš preveč kosov naenkrat, da se ne prime skup in pol obrneš. Jaz sem mogla dvakrat peč, ker sem imela pač tako malo posodico z oljem. Po prvem cvrtju daš to ven na eno servetko ali pa na cedilo in pustiš 10 minut. V drugo spet odsvreš, malo na višjem ognju, da dobi tako zlato-rjavo barvo. Jaz v bistvu nisem toliko na uro gledala, v drugi rundi sem bolj gledala na barvo. V prvi rundi sem pa pekla približno na, mislim, da 6-7 minut, vam bom še v receptu točno napisala. In ko je gotovo, daš ven na eno servetko in pol je bil čas za omako, popražiš na koščke narezan česen in dodaš preostali sok pomaranče. Jaz sem tukaj direkt dodala sojino omako, dala sem še malo te temne sojine omake, da je bilo malo več barve. In pol je bil čas, da dodam sladkor, da se stopi in tudi to tako naredi bolj gosto omako. Da pa še dodatno zgostiš, sem pol zmešala ta koruzni škrob oziroma moko z vodo in sem še s tem zgostila. Tu sem še dala malo ingverja, ker sem ga pozabila. Fajn je, če imaš svežega, jaz nisem imela svežega, tako da sem dala tega v prahu. Tukaj sem dodala ta krop, da narediš tako gosto omako, pol sem še malo sojine omake dodala, tako res čisto po občutku. Ko se pa začne že tako lepiti oziroma gostiti, je pa čas, da daš piščanca v to omako in ga res fajn premešaš, da omaka prekrije vse koščke in tu vidite, da že tako malo bolj lepljivo ratuje od tega sladkorja, tudi koruznega škroba oziroma moke. Se boste vedeli, kdaj bo gotovo, v bistvu tu na takem bolj nizkem ognju sem mešala, da se res omaka čist primla na meso. In pol postrežeš na rižo in jaz sem še pol dodala malo sveže čebule zelene in pa malo sezamovih semen. Res je dobro, vam priporočam. Ena moja novoletna zaobljuba je bila, da uživam v dejavnostih, ki nimajo nekega ful cilja oziroma niso povezani z delom. Tako da sem se končno spet lotila te diamantne slike, ki mi je brat lani zares nakupil. Lani je res gužva je bila, gužva in so te stvari zadnji ostale in se mi je zdelo glih zdaj pravi cajt to delati, da se malo tudi risa spominjam. Ja, zraven sem gledala film Burleska, ki ga nisem gledala že odkar je ven prišel, 2010 sem ga gledala in tako da sem malo imela tak prijeten filmski in diamantni večer, Nika se je pa igrala okoli mene. Zdaj ste opazili, ko nisem to govorila oziroma ko pač rabim malo svoj mir, ful kuham in se bolj posvečam tem stvarem. Taking a ride to Jonah Lake 눈치 보면서 들어가야 할 때 찾아 나머진 바빠 개설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천천히 들어가야 해 어쩔 때는 무작정 들이밀기만 하지만 그런 거랑 차이가 있어 baby 동선을 타고 난 날아올라 yeah, 동선을 타고 난 날아올라 yeah, 동선을 타고 난
Evo sem nazaj v normalnem snemanju. Danes smo tudi prvi stream po kar nekaj cajta. Ja, zdaj se moramo naličiti, ker izgledam obupno. Te dni sem si res vzela cajt za Miko, da smo se stiskale na kavču, pa tudi za sebe, da sem si cajt vzela. Čeprav sem si ta fraj vzela zaradi tega, ker sem bila pač žalostna in se res nisem odla jokat na internetu, ker se itak ful hitro zjokam. Vem, da je to dobro bilo za mene in tak pač nasploh, ne samo zaradi žalosti, ampak da si dam neki cajta brez slabe vesti. Končno imam moj make-up nazaj, vsaj ta del, ko sem ga pozabila pri starših. Nekrat je ta 20, dvojni V. Barva mi ful paše zdaj, ko sem bolj bleda. Naredila si v meni tak izziv, timer 10 minut. Da si naredim make-up čim prej, da ne pač odlašam. Drugač pa ne vem, če opazite, končno sem vzela do božične dekoracije, ker imam rada božično dekoracijo, koliko pride ta cajt, januar oziroma že počasi februar, čez 2 dni, mi tak paše minimalistično, še vedno nimam minimalistično, ampak tak, ja, malo me je že dušilo tisto in zdaj moram pa sem še ugotoviti. Mislim, ene par stvari bi kupila nekaj dost za to polico nad TV-jem. Sicer je neki Josh rekel, ne kupujem še kaj, ker mi on neki kupil. In je baje dekoracija. Kako je fajn, ko se dram mešati pudra. Zdaj sem si ga že ful cajta mešala, pač se navadiš, nič takega ni, ampak ko ti ga zmanjka, če si ga ne dost namešaš, si ga moraš enkrat namešati in pol si ga fulkrat preveč namešal in pol so ostanki. Res sem točno vzameš to, kar rabiš. Ful si usnice grizem. Lahko vidite, jaz ali imam težave z puljenjem obrvi, da si pulim obrvi, nezavedno, ali pa si grizem usnice do krvi. Zdaj so usnice na tapeti. Jutro imam pulmologa, končno, še zadnji pregled, kar se tiče mojega dihanja, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo. Vam pa lahko povem, da ko sem bila doma, tisti dan, ko sem mogla Risa pelati na urgenco, tisti dan me je ful zagrabilo dihanje, pač mislim, sem imela občutek, da ne morem dihati v redu. In tisto je bilo definitivno psihično, ker sem pač me skrbelo za njega. Hodila sem, da pač mu ni težko, da mu pomagajo in tak naprej. In sem bila pač živčna, cel dan. Ko je doma bil pač pri veterinarju, pa tak naprej. Še zdaj, ko se spomnim, mi isto zgodi. Tako da, včasih je razlog, včasih pa vsaj ni nekega očitnega razloga. Ampak vseeno je dobro, da pogledamo vse stvari fizične, da si ne bom v glavi kakih teorij sama nekaj ustvarjala, če ni res. Moram malo vaditi dihanje, pač ne dihanje, tako fora ta meditacija ali pa nekaj takega. Ja, me zanima, če bom že jutro kakšne rezultate vzvedla. No, kako to gre iskreno. Po moje takoj vidijo, če je kaj čudno. Moram se pa Velenje pelati. To zelo zgodaj. Za moje pojme zgodaj. Ob 8:40 imam uro, torej moram iti tukaj. 10:07 recimo. Vsak slučaj malo prej. 7. Joj, mene, Miki bo manjčno jasno. Čeprav ona me danes ob 7 zbudila, tako da upam, da me bo tudi jutro. Da dam hrano, pa jaz grem. Zdaj tudi spet streamam cel vikend, ker pač me ni bilo. Za 4 dni ta teden, glede na situacijo, ni slabo, pa bom pa zdaj vsak dan do konca vikenda. Da je streamala. Drug teden v soboto pride Josh, tako da ne grem jaz kam v Nemčijo. Pride pa tudi zato, ker ima moj bratranec 30 let in praznuje 15. Tako da tudi Josh pride. Dobro, grem se zdaj dokončati, še 6 minut pa imam. Imam pa tukaj še ostanke tega je to sladko-kisli piščanc. Orange chicken se reče. Definitivno je malo sladko. Jaz nisem drugače ful neki fanica sladko-slanih okusov. To mi je pa ful dobro. Recept je v opisu kot ponavadi.
Evo, pregled je končan, zdaj moram po lekarno, pa iti nazaj do sestre, naj mi pokaže, kako uporabljati te tingi. Nič ni potrjeno še. Oh my god, da se lahko pač ne zgubim 100-krat. Ampak je rekel, da mi bo dal ta inhalator, ali kako se reče, za vsak slučaj. Da vidimo, probamo, če je mogoče to problem. Lekarno zdaj išem, itak sem se zgubila 5-krat. Vi boste imeli, jaz sem poklicala, ne vem, če čujete tam roku meseca, 2, 3, ko bomo delali, vas bom poklicala, pa boste pač prišli sem na test. Evo, poznate Ventolin? Ne. Ne, niste. Kar dajte si ga pomisliti. Zdaj, vedno je treba pred vsako uporabo fajn pretrest. To imejte vedno, najbolje ga takle primete. Pa vedno pretrest. To pa, tu imamo pokrovček. Zdaj, prvič, ko boste, dajte vam pihnati. Kako ga obrnite, takle. Tak. A ja, tak. Tak. Evo, najprej izdahnete, date to v usta. Ko pritisnete, fajn v sebe potegnati, pa zadržati 10 sekund. Dajte še enkrat. In zdaj, ko pritisnete fajn v sebe, fajn globoko pa zadržati. Zdaj, če imate dva vdiha v potrebi. Ja. Ja, torej da dvakrat to naredim. Eno, počakajte minutko, še eno. Imejte ga vse posod s seboj, če bo karkoli tudi imeli kakšne težave, napor, vzamete in to. Ok, Redo? super. Hvala. V glavnem dobila sem inhalator po potrebi, da ga uporabim in bomo videli že to, če mi pomaga. Bom imela pa še en test prav za astmo. Zaenkrat je rekel, da ne more kakih zaključkov narediti, da ni nič tak, da bi lahko rekel, ja, to je astma, ampak ja. Tako da tudi test, če naredim, da se izključi recimo fizične težave, torej da jih ni, pol pa lahko se pogovarjamo o psihičnih. Tako da ja, to je to. Zdaj pa grem na zajtrk v McDonald's. Ja, ta egg ham muffin bi imela pa kavo z mlekom. To je to. Ne, hvala. Hvala. Dio. Danes pa malo hrušta. Pipko hol. Tam imam še par tedi stvari, mikadeno. Dobro, kje bi začela? Kupila sem si 2 okvirja, taka malo bolj lesena, ta je malo drugačen, da dodam malo stvari na steno, pa malo barve, malo teksture, ker je vse tako belo in prazno, mogoče bom en okvir samo tam na polico tako dala, da bo naslonjen. Zdaj zaenkrat bom to pustila not, ko imela cajt, bom pa nekaj ustvarila. Kupila sem 2 taka lonca za te 2 umetni roži, ker nimata nič. Isto, da dodam malo barve, da niso tako bež-belo. Pol sem videla te krožnike in so taki pomladanski, taki milki, rumeni, malo prosojni. Ta sveča, več barv je bilo, ta rumena mi je bila všeč, ker se mi zdi, da roza že itak imam tisto. Sem rekla malo drugačne barve, pa seveda sem mogla to rožico vzeti. Všeč mi je, ker ima tu teksturo na vrhu, všeč mi je, ker je tako malo drugačna, tukaj to držalo je malo drugačno, tukaj ima rožice prilepljene, pa res, da so bolj to nalepke, tako pri oni jesenski šalci, tako da bom na roke mogla umijati. Ja, je taka lahka, 2,5 €. Pol sem rekla, da vzamem to luč, isto, da malo dodam barve mojemu stanovanju, ker je vse tako belo, bež, tako cajtno. Sploh zdaj pomladi in ja, bo tam po moje ta luč
nam čim sploh žarnico ne dala, mogoče zaenkrat ne, eno tako bolj blago. Pol tudi, ko sem gledala, sem ona, a bi ali ne bi, tako mogoče je malo too much, ampak hkrati, ne vem, se mi zdi, da isto rabim barvo na kavču, ker imam pač to rjavo, se mi zdi, da je cool, da je malo temnejša od mojega bež kavča, ni pa ono, da bi nam čist presekala barvo in se mi zdi taka res lepo pomladanska, zelena, še vedno take naravne barve. Prvo sem mislila eno rumeno, zdaj pa sem ne, rumena se mi zdi, da je ful podobna te bež barve. Pol iz Tedija, hotela sem isto kupiti, ko si je zanč mama, ta zlati dežek, pa ga niso imeli tukaj, tako da sem vzela te rožice, to bo verjetno, bom tukaj dodala za malo barve, ali pa tu v bistvu še ne vem. Te so ziher take bolj dolge, da lahko dam kako večjo vazo. Potem sem si kupila kapo, ker jaz ful nosim kape. Ampak ful jih bi rada nosila. Zdaj nekaj moram še nagruntati za poštre, ker so isto beli, bež, vse iste barve, te so bolj taki zimske in ko imam rdečo ni velik pošter zraven, to funkcionira, zdaj je pa vse tak iste barve. Bi rada kak temnejši, mogoče temno zeleno ali pa rjav. Ne pošter, ampak prevleko si najdla, zaenkrat v Pepkotu nisem kaj najdla, tako da ne bom na silo. Ja, to je to zaenkrat, zdaj moram pa dokončati video, tako da bom to pol dala na svoje mesto, kam pač gre. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. I always let you back in when I begin to get myself together again. You are back once more, like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're taking them down. It's tearing me apart, I can't pretend. Now I have to get over you again. You said it was the last time, but you keep coming back to show me. Sorry you have changed now, but it's the same old story. Our love just went cold, but I'm still burning. Our love just went cold. Why? I keep on making. Don't need someone to save me, no, and don't come running and blame me. From miles away I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are, yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Ooh, ooh, let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see
Tako sem začela počasi dan z par upravili okoli stanovanja, vedno je kaj zadelati. Zdaj pa se je sonček pokazal, tako da bom šla na en sprehod. Tako po pravici povedano, nisem imela volje hoditi iz stanovanja, koliko sem šla v trgovine, da sem kupila pač kar sem rabila. Vedno najdem neki izgovor, nekako ni me, nočem nobenega videti, nočem se srečati z nikom, si ne da, sploh bom koga videla. Ampak zdaj pa se mi zdi, da sem pripravljena, da grem malo v svet, na sprehod na polje. Ful mi pa še ta nova, mislim, dekoracija, nimam še dekorirano, tako bi hotela, ampak tak svež začetek mi daje. Malo sem se odločila tudi napisati dnevnik hvaležnosti, zato ker že dolgo ga nisem. Čeprav je včasih težko biti hvaležen, sploh v tak malo težjih trenutkih, je pomembno, da vseeno najdeš te, pomembne stvari. Ne znam povedati, kako vsak dan, ko gledam Miko, jo tako občudujem bolj kot po navadi in ne pritožujem se več, da me zbuja, ne pritožujem se karkoli, pač se ona odloči delati, se sem mačka in sem vesela, da jo imam in da je zdrava in da je živa in tako naprej. Hvala vsem za lepa sporočila, sploh tisti, ko ste ljubitelji živali, ko razumete. Mislim, vsem hvala, ampak vem, tisti, ko imate živali ali pa mačke, pse, karkoli. Veste, kako hudo je, ko zgubiš. Enim se zdi nič takega, ampak hvala. Zdaj pa gremo na sprehod. Po dolgem cajtu. Res dolgem cajtu. Bom pa probala res, da ne bom poslušala muzike pa nič, ampak da bom samo jaz pa narava. Malo bom posnela to, da za vas, ampak ne bom čekirala, si bom internetu gasnala in vse. Ta sprehod je pa tak pas zdaj, pa sem šla pa še v trgovino, vam pokažem, kaj sem kupila. Misi, a si spanka ti bila? Moja ultimativna spankica. Nič posebnega, tu imamo žarnico, za ono moja lučka. Vzela sem tako res čist blago. Jaz sem upala, da bo pasala. Kak sem jaz pametna. Po moje ne bo. Oh my god, kak sem jaz neumna. Ali pač. Mogoče nisem neumna. Sež, kar svetla, no. Bolj, kot sem mislila, da bo. Cute, Mika. Ne, se ni tako močna zdaj. Tako se mi je samo iz prve zdelo. Cute, tako malo toplo svetlobo naredi, ko hočeš samo malo neke svetlobe, da ni preveč, zdaj ko ni več smrekice. Že ko ni smrekice, rabimo neko svetlobo, ne? No, pol šla sem v bistvu zaradi v loško trgovino. Jaz si vedno kupim te violetine. To so violetini, ne? We Care. Niso. Ali je to kaj drugega? Te so kao bombažni, to pač za večer, da imam pa včasih, ko se mi ne da porabljati tamponov. In so ful taki udobni in fajni. Pol sem slučajno videla to začimbo harisa. To je pač za ponadi piščanca narediš harisa chicken. No, v bistvu iz kje prihaja. Severne Afrike. Ok. Malo bolj je spicy po moje, malo začinjeno. Pol sem se ene maline privoščila, pa jagode so bile €1,50. Niso ogromne, pa najlepše, ampak malo sadja, ker ful ne jem sadja, pa banane. Cel poper, zato ker ga rabim za oni mlinček, pa nisem odla še enega mlinčka kupiti. Isto groba sol, da jo nasujem not in je ful bolj poceni, ko pa če še enkrat cel mlinček kupim, tako da. Pa olivno olje, sem vzela 25% popusta, pa veci papir. Ono, ko moraš kupiti olivno olje, veci papir, detergent za pranje itd. Naenkrat sem si oh my god, pa še tankat moram jutri. Sivo. A veš, ko reče, da denar ne raste na drevesu, raste pa na rožah. Se mi je zdelo, da ni bilo prav, ko sem sam drobiž imela in sem ne mogla več dobiti nazaj.
Evo, že izgleda malo bolj zrihtana. Tu imam pa štrukle, pa džus, tako da moram zdaj začeti. Hvala za ogled tega videa, če vam je všeč, stisnite like. Ja, upam, da imate fajn teden. Čau! Missing someone